Živijo, danes bomo šli čez analize prejšnjega tedna in pa kako lahko te iste analize trgujemo prihodnji teden. Se pravi, prva analiza CAD-jen, ki je bila objavljena prejšnjo nedeljo. Rekli smo, da je cena v padajočem trendu in trenutno v rangeu. Se pravi, večino časa, oziroma 95% časa mi trgujemo v smeri trenda. In po analizi, kot lahko vidite od prejšnje nedelje, se je cena odbila od rezistansa in nadaljevala do suporta oziroma do najnižje točke rangea. Kaj lahko pričakujemo v ponedeljek, je to, da se bo cena odbila, naredila nek rejection od suporta in zopet nadaljevala do rezistansa. To je ena možnost. Druga možnost, da bo cena prebila suport, naredila korekcijo in potem nadaljevala v smeri trenda, se pravi v padajočem trendu. Ok, naslednji primer je funt-jen. Funt-jen je trenutno v naraščajočem trendu. Lahko narišemo suport in pa zelo blizu je rezistansa. Zdaj, čez noč itak ne bomo trgovali, tako da zjutraj, če bo cena prebila rezistans, naredila, se vrnila do suporta, bomo seveda gledali za nakup, target pa bomo imeli na najvišji točki. Naslednji primer, ki je bil prav tako narejen prejšnjo nedeljo. Cena je bila v padajočem trendu in kaj smo rekli? Po preboju in korekciji bi kupili in predpostavljali, da bo cena rasla. Glede na to, da smo bili v padajočem trendu, cena se je vrnila pod suport, ampak ni naredila korekcije potem se suport spremeni v rezistans, ni naredila več korekcije do rezistansa, ampak je samo padala v smeri trenda. To je analiza na 4-urnem časovnem intervalu. Seveda trguje se na nižjih, kot je 1-urni, M15 in mogoče še M5 oziroma 5-minutni časovni interval. Ok, gremo k naslednjemu primeru, in sicer USD-CAD, prav tako na 4-urnem časovnem intervalu. Tukaj lahko vidimo, da je cena v naraščajočem trendu že kar nekaj časa in trenutno je prebila rezistans. Ok, kaj lahko pričakujemo? Pričakujemo lahko novi higher high. Tole je bil zadnji higher high in kaj lahko pričakujemo? Naslednji higher high. Gledamo izključno za nakup, zato ker je cena v naraščajočem trendu. In pa vemo, kje je naš buy teritorij, oziroma vsi elit trgovalci vejo, kje je buy teritorij, tako da dejansko se ne splača trgovati kontra trendu. In pa še zadnji primer, prav tako na 4-urnem časovnem intervalu, USD-jen. Zelo lepo lahko vidimo, da je cena v rangeu oziroma da nekako dela build up in si želi prebiti ta range in nadaljevati v naraščajočem trendu. Zdaj, narišemo si prav tako tudi suport in če
če gledamo od tukaj naprej, lahko vidimo, da je cena v rangeu. Cena z lahkoto pride do supporta in potem zopet do rezistansa, do supporta. Ok, ampak mi vedno v tem primeru gledamo za nakup in pričakujemo, da bo cena naredila novi higher high in nadaljevala v smeri trenda. Lahko se pa seveda zgodi, da bo cena prebila support, naredila korekcijo, potem se bo zgodil obrat trenda in cena bo začela padati. In kot sem rekel, zgodil se bo obrat trenda, bomo pa seveda, ko se bo to zgodilo, tudi vedeli, da je obrat trenda in potem tudi trgovali v sell in ne več v buy. Glede analize je to, tako da za kaj več joinite Trading Room, tam dejansko objavljamo tudi live trading, marsikaj se lahko naučite, tako da se vidimo.